Kulturna panorama. Teden je naokoli in vabim vas, da prisluhnete pregledu tedna, ki je za nami. Za glasbeno opremo v tej oddaji je poskrbel Marko Šetinc, za pravšen zvok pa skrbi Robert Markoč, pred mikrofonom Goran Tenze. V ljubljanski cukrarni bodo prihodnji torek odprli razstavo z izborom 2 ducatov ustvarjalcev iz stalne zbirke umetniških del muzeja Hamburger Kunsthalle, ki spada med najobsežnejše javne umetnostne zbirke v Nemčiji. Mi smo se tokrat lotili napovedno. Nadaljujemo z 2 že odprtima razstavama v glavnem mestu. Kurator Arne Brejc v galeriji Ekurna predstavlja izbor 7 umetnic iz Slovenije na razstavi Sanje, ki jih ne pozabiš. V Slovenskem etnografskem muzeju je čez poletje odprta začasna razstava z naslovom Tanzanija med senco kolonializma in sodobnimi pogledi. V okviru festivala Lent v Mariboru se je ta teden začel že 38. mednarodni folklorni festival Folk Art. V okviru široko zastavljenega spominskega leta ob 20-letnici smrti vsestranskega arhitekta Vlasta Kopača je nedavno izšel tudi napovedani zbornik besedil o njem z naslovom Tiha moč ustvarjanja. Stalna zbirka umetniških del muzeja Hamburger Kunsthalle spada med najobsežnejše javne umetnostne zbirke v Nemčiji. Od torka 7. julija prihodnji teden bo v cukrarni v Ljubljani na ogled tudi nekaj del iz te kolekcije. V sodelovanju z omenjeno institucijo so namreč pripravili razstavo Un tranquil now, konstelacija pripovedi in odzvenov. Dela več kot 20 umetnikov in umetnic različnih generacij iz več držav so že prikazali v Hamburgu. Poleg tistih, ki jih hrani Kunsthalle, bodo na razstavi tudi dela pridobljena na izposojo neposredno od umetnikov in umetnic ter od več zasebnih in javnih zbirk. Transdisciplinarna postavitev s filmi, artefakti in podobami osvetljuje strukture moči in z raznovrstnimi pripovedmi daje krila obiskovalčevi domišljiji. Več je pripravila Sanja Rejt. V cukrarni so postavili novo obsežno razstavo Un tranquil now, konstelacija pripovedi in odzvenov, ki se razprostira čez obe nadstropji in mezanin, septembra pa jo bodo dopolnile še filmske projekcije v kletnem razstavišču. O odločitvi za sodelovanje s Hamburger Kunsthalle umetniška vodja cukrarne Alenka Gregorič. Razstava Un tranquil now, konstelacija pripovedi in odmevov je nastala v sodelovanju s Hamburger Kunsthalle in kolegico Corin. Namreč njen način dela in pristop k snovanju kolekcije me je fasciniral do te meje, da sem želela, da ta način dela in ta dela, ki so nastala prav z namenom, da so odkupljena za kolekcijo Hamburger Kunsthalle, predstavimo tudi pri nas. Namreč gre po mojem mnenju za zelo dober način pridobivanja oziroma širjenja zbirke, ko skupaj z umetnikom ob ustvarjanju razstave kustosinja tvori, ustvarja nova dela, ki seveda vzpostavljajo dialog samo zbirko, ki že obstaja. To se mi zdel eden od pomembnih načinov in pristopov, sploh v današnjem svetu, ker se dela kupuje praktično že preko interneta, ker ljudje niti nimajo potrebe, da stopijo v stik s samim delom, ga vidijo v živo, niti se jim ne zdi pomembno, da se srečajo z umetnikom.
oziroma umetnico, zato se mi je zdel ta način dela in ta pristop k snovanju in širjenju zbirke posebej zanimiv. To je bila točka našega zanimanja in pa seveda sodelovanje s Hamburger Kunsthalle, ki je institucija z prekrasno zbirko, ki sega od 14. stoletja do danes, za Corinne, ki je vodja oddelka za sodobno umetnost in kustosinja na oddelku za dela s papirjem, novimi mediji, fotografijo, tako da nekako gre tudi za osnovne smernice, ki nas zanimajo znotraj programskega snovanja Cukrarne. Na ta način se nam je zdelo, da odpiramo tudi poglavja, ki jih sicer skozi naš program tudi naslavljamo. Naslova razstave po besedah Alenke Gregorič niso prevajali, da ne bi izgubili poetičnega v njem. Kakšen nemir je torej v središču zanimanja umetnostne zgodovinarke in kustosinje razstave Corinne Dicerons? This untranquility, this untranquil now assuming that the now is made of the past and is a projection. Ta nemir zdaj, predpostavlja, da je zdaj, sedanjost, zgrajena iz preteklosti in projekcije prihodnosti. Uteleša vse naše možne razsežnosti časa. Tudi dela so zelo povezana s časom. Razpon razstavljenih del sega od zelo majhnih oblik nemira do velikih zgodovinskih pretresov. Naprimer, tu je izjemno delo Tasite Din, ki prikazuje sakuro, japonsko češnjo. Gre za drevo, ki je v japonski kulturi sveto. In sakure na Japonskem živijo zelo dolgo, s staranjem pa tudi oslabijo in postanejo krhke. Tako ta zelo ljubljena češnjeva drevesa potrebujejo tudi pomoč. Ta je videti tako, da pod vejo drevesa na poseben način namestijo leseno oporo. Ljudje se vsako leto zberejo, ko češnje zacvetijo, a ta trenutek ne traja dolgo, cvetovi kmalu odpadejo. Tu gre za ta nemir starajočih se dreves in hkrati za vsakoletni obredni trenutek cvetenja in odpadanja cvetov. Zame je to ta droben nemir, ki pa v sebi nosi dolgo zgodbo japonske kulture. Poleg tega je tu še materialnost samega dela. Tasitino delo je fotografija velikega formata, ki je ročno retuširana. Tasita Din je, lahko rečem, analogna umetnica. Dela z analognim filmom, z analognimi postopki. Je tudi zelo pomembna aktivistka, ki si prizadeva, da bi filmski laboratoriji po Evropi ostali odprti. Zelo zanimivo je govoriti o materialnosti analognega, sploh v povezavi z arhivi. Analogni nosilci so namreč stabilnejši od digitalnih. Delam z muzejskimi zbirkami, zato lahko povem, da je potrebno ogromno dela, da digitalne arhive nenehno tehnološko posodabljamo. Muzeji morajo svojo tehnologijo ves čas prilagajati novim standardom, medtem ko je 35-milimetrski film še vedno brezhiben, še vedno deluje. Sploh ne gre za nostalgijo, temveč za to, da ene tehnologije ne zamenjamo z drugo. Morale bi sobivati. Ta češnja torej vsako leto znova zacveti po istem ritmu, vendar hkrati pripoveduje zgodbo staranja in minljivosti, tako da gre za več plasti nemira. Ko smo že pri cvetju, instalacija Erika Baudelaira se osredotoča na napetost med globalno industrijo cvetja in pripovedjo o cvetju. Delo je nastalo v ogromnem obratu na Nizozemskem, resnično velikanskem industrijskem kompleksu, kamor prihajajo rože z vsega sveta. Noro je, da cvetje pripeljajo tja z vseh koncev sveta, ga standardizirajo in zapakirajo in ga nato ponovno odpošljajo po vsem svetu. All around the world again. Baudelaireova videoinstalacija razkriva absurdno dinamiko globalne industrije. Avtor dokumentarne posnetke poveže s prizori, ki se naslanjajo na Pirandellovo dramo Človek s cvetom v ustih iz leta 1922, ki je nastala kmalu po pandemiji španske gripe. Francoski umetnik Pierre Huyghe pa je za svoj film Človeška maska navdih črpal iz resničnega dogodka na Japonskem, kjer so opico, zakrito z masko mlajše ženske, izurili za delo natakarice.
Avtor situacijo postavi v opuščeno pokrajino Fukušime leta 2011, v tem distopičnem okolju pa zdaj žival uprizarja človeško usodo. Tako to, kot še mnoga druga dela na razstavi, uprizarjajo nemir, ki izvira iz zgodovinskih dejstev. Corinne Dicerons. You have Dora Garcia with the story of very important. Tu je še Dora Garcia z zgodbo o zelo pomembni ruski feministični aktivistki, ki je vplivala na sodobno feministično gibanje v Južni Ameriki. Izhaja iz ruske avantgarde in danes velja za eno ključnih osebnosti feminizma. Tu je tudi Rosemary Trokl z bolj kiparskim pristopom, asemblažem. V svojem delu pogosto uporablja motive iz domačega gospodinjskega okolja in raziskuje, kako dojemamo ženski vsakdanik in z njim povezane elemente. Woman, domestic gesture, life object is perceived. Z raznolikostjo kontekstov in preko mreže zgodovinskih odzvenov razstava v Cukrarni vzpostavlja odnos do spomina, naše skupne dediščine in zasebnih zgodb. K odkrivanju plasti, na katerih je postavljen naš vsakdan, vabi vse do 3. januarja prihodnje leto. Sedem slovenskih umetnic iz različnih generacij razstavlja na razstavi Sanje, ki jih ne pozabiš, v ljubljanski galeriji Ekurna. Kurator razstave je Arne Brejc, ki je povabil umetnice, s katerimi je v preteklosti že sodeloval. Za izhodiščno točko je izbral temo individualnosti. V medsebojnem dialogu z umetnicami Uršulo Berlot, Nino Čehar, Dubo Sambolec, Ksenijo Čerče, Natašo Segolin in Nejo Žoržut je Brejc oblikoval razstavo, ki izraža svežino in mestoma meditativno zemeljskost v obdelavah izbranih motivov. Poleg del omenjenih umetnic je na razstavo umestil tudi delo pokojne slikarke Metke Krašovec. Razstavo si je ogledala Petra Tanko, ki je kuratorja Brejca tudi povabila pred mikrofon. Poslušajmo. Spoštovani Arne Brejc, pogovarjava se o razstavi Sanje, ki jih ne pozabiš. Kaj je bilo vaše vodilo, kaj vas je navdihnilo in kaj lahko doživimo na razstavi? Z razstavo sem se začel ukvarjati z idejo, da pravzaprav nikoli nisem naredil skupinske razstave, odkar vodim galerijo Ekurno, nisem nikoli naredil skupinske razstave zgolj z umetnicami. Zdaj, ko si umejiš, naprimer, da boš delal s 7 z ženskimi umetnicami, je problem v tem, da stvar takoj pride v neko polje feminizma. No? In jaz se nisem hotel ukvarjati z feminističnimi problemi, ampak me je bolj zanimala ženska ustvarjalnost pa ženske umetnice, s katerimi sem v preteklosti že delal ali pa še nisem delal, ki so se mi zdele zelo samostojne, močne, avtorske, so imele izrazit individualen podpis ali pa jezik, tako da se mi je zdelo to tisto ključno vodilo, da sem izbiral predvsem neko unikatnost, ki so jo one v svojem ustvarjanju prinesle. Tako da to je bil eden izmed tistih elementov, kar je seveda povzročil neko trenje med temi deli, zaradi tega, ker gre za zelo različna dela. Imamo slikarstvo, imamo instalacijo, imamo video, imamo objekte, fotografijo in tako naprej. Gre za zelo različna dela, kar jih veže ta neverjetna individualnost, no? Kar bi pravzaprav lahko rekli prej, da je to kontrast, ampak po drugi strani se mi zdi, da je bilo to točno to, kar sem pravzaprav hotel, ker se mi zdi, da v tej množici teh generiranih podob in pa apropriacij
se mi zdi, da je ta individualnost, ki jo umetnost še lahko zgenerira do določene mere, tisto, kar je najbolj dragoceno za naše človeštvo. No? In se mi zdi, da v tem smislu jaz najdem nek interes, neka stvar, ki nas še povezuje, ker nas dela še zanimive. Zakaj smo sploh še tukaj? Zaradi tega, ker pač to, kar zdaj prihaja z vso to tehnologijo in s prihodnostjo, ne vemo točno, kako bo to dejansko vplivalo tudi na razvoj umetnosti. No? In tle se mi zdi, da je to en tak poklon, ne bom rekel ravno človeštvu, ker to je pač preambiciozno, ampak je nek poklon človeški ustvarjalnosti, človeški individualnosti in tudi neki senzibilnosti. In se mi zdi, da v Sloveniji je ženska likovna umetnost močna, da je živa in da so vse te ustvarjalke, ki sem jih pač uvrstil na razstavo, da imajo svoj prostor, da imajo oseben izraz, zelo močen in da ravno zaradi tega je ta njihova individualnost tako mamljiva in pa tako prepričljiva. No. Glede na to, kar ste povedali, bi vas pa zdaj vprašala, če lahko v stavku 2, 3 morda opišete, v kaj torej posamezna umetnica na razstavi vlaga to svojo individualnost. Delo Neje Zorzut Adheziv je iz leta 2019. Za njo je bilo zelo pomembno, da je raziskovala sliko in objektnost oziroma objekt. Po izobrazbi je slikarka, ampak se je po akademiji njeno razmišljanje o sliki začelo materializirati v objekte. Ne? Tako da je zdaj dela objekte, ne slika več slik in se mi zdi, da je zanimiv, ker to delo je že eno izmed teh, ki nakazuje, kam se je potem kasneje njeno slikarstvo oziroma pač njen vizualni jezik razvil. Delo je pač slika na platnu, na steni in pa objekt, ki delujeta v medsebojnem odnosu. In tle se mi zdi, da je bilo to njeno konstantno prespraševanje, ne, kam se lahko slika razvije, ne, oziroma kje se konča in kje se slika lahko nadaljuje. Ko sem delal koncept razstave, je bila ena izmed idej, ki sem jo potem probal slediti kot koncept celote, je to, da se vsa dela prihajajo v parih oziroma v dvojicah, oziroma da imajo vsa dela na nek način dva elementa. Ne? In tudi pri Nini Čelhar, čeprav ima 4 dela na razstavi, je pač en diptih in pa pač 2 stola, ki sta postavljena po diagonali vis-a-vis v prostoru. Gre za idejo 2 elementov, no? In je to na nek način v vsakem delu na tej razstavi, če bi pač gledalec bil dosti pozoren, bi ugotovil, da gre za ideje te dvojnosti, no? Ali pa variacij. No? Morda bi povedali še kakšno besedo ali 2 o delu Ksenije Čerče? Ja, Ksenija Čerče je s tem delom na tem mestu že razstavljala v galeriji Kurna na njeni zadnji samostojni razstavi. Gre za nek preboj v njenem likovnem razmišljanju, kjer se je iz analognosti, telesnosti, se mi zdi, da se je prestavila v neko veliko bolj toksično, sodobno, problematično okolje in zaradi tega se mi zdi, da je iridescenca teh njenih površin pač deluje na nek način v času, ne? Tako kot mogoče tudi od Uršule Berlota, če zaradi fluorescentnega odtenka, po drugi strani pa se mi zdi, da vseeno ohranja stik z njeno modernistično izkušnjo slikarstva. No? Metka Krašec, kot vsako delo, ki izstopa na tej razstavi, izstopa pravzaprav zaradi figuralike, zaradi tega, ker je najbolj izrazito figuralna. To je delo, s katerim je imela ona, pač kakor mi je povedala, velike težave. Gre za odsev oziroma odslikavo 2 istih obrazov, ki so se ji nekako upirali in potem je pač nekako spustila vse skupaj in se je slika, kakor je sama rekla, sama odslikala. Je sicer ena slika, ampak sta 2 obraza, ne, identična obraza, tako da je tle spet govorimo o teh dvojicah, ki
se na razstavi ponavljajo in so tudi neke vrste en izmed teh tako imenovanih konceptualnih leitmotivov razstave. Zakaj pa vas je to zanimalo, ta dvojnost? Ko sem pripravljal razstavo, sem največ časa oziroma največ dialoga je bil med mano in Dubo Sambolc. In glede na moja izhodišča, ki sem jim dal umetnicam, kakšna dela pravzaprav želim umestiti na razstavo, mi je prvotno predlagala dva kosa njena iz 80-ih let, ki sta bila pač tudi na razstavi, mislim, da na otvoritvi galerije Kurna leta 1984, ker smo se okoli teh dveh del veliko pogovarjali in sta bila neke vrste tudi izhodišča. Sem jaz potem avtomatično začel iskati tudi vsa dela, ki bi prihajala v parih, v dvojicah in tako naprej. Po nekem čudnem naključju se je zgodilo, da te dve deli nista umeščeni na razstavo od Dube, ampak drugo delo deluje zelo sveže, tako da sem bil očaran, da sva potem izbrala to delo. In naslov tega dela je Dream Collision in ko sva se pogovarjala o tem delu, je rekla, da so to sanje, ki jih nikoli ne pozabiš. In ko je to rekla, se meni zdelo, da je pač to stavek, ki zaobkroži celotno razstavo. Se pravi, nekaj, kar poveže vse elemente, ki sem jih jaz pač zbiral na tej razstavi. Petra Tanko je na razstavi srečala tudi fotografinjo Natašo Segulin. Prisluhnimo, kaj je povedala o svojih delih Vila Manin in Mošeja. Torej, pri obeh gre za prostor. Prostor, ki je pa neviden, oziroma arhitektura je nevidna. Svetloba, ki prodira, bodi si skozi priprta vrata, okna, polkna, pa ustvarja prostor dejansko, je podoba prostora. Obe sta, kot ste imenovali, Vila Manin, ki je priznano mednarodno prizorišče likovno, sodobne umetnosti, druga pa Mošeja. In sicer predel, molitveni predel, kjer ženske molijo v mošeji, ker je ločen. In v trenutku ta svetloba, ko sem jo zagledala v tem predelu pod to pregrado, kjer so ženske, je to, bom rekla, torej ženske so vsekakor, ta njihova prisotnost je odrinjena na rob, so skrite, prikrite, omejene. Recimo tu razstavljamo same umetnice, ki smo drzne, si upamo, svobodne, ustvarjamo tako, kot si želimo, medtem ko one so pa nekako omejene. In ravno ta svetloba, ko sem videla to svetlobo in pač posnela, je kot nekakšen, bom rekla, simbolika ali pa metafora nekega tega boja oziroma moči njihovega prebijanja, bodi si skozi zgodovinske, verske, družbene pregrade in pa obenem tudi neko upanje. V drugi polovici junija je Slovenski etnografski muzej v glavnem mestu na ogled postavil čez poletje odprto začasno razstavo z naslovom Tanzanija med senco kolonializma in sodobnimi pogledi. Razstavo sem si ogledal in glavno avtorico koncepta, kustosinjo Tino Palaič, povabil pred mikrofon. Razstava v prvem nadstropju muzeja predstavlja izbor iz zapuščine Stanka Groma iz Vrhnike in njegove mame Antonije. Slednja je leta 1930 odšla v tedanjo Tanganjiko na vzhodu Afrike. Po vojni v obdobju dekolonizacije se je na začetku 60-ih slednja združila z otoško državico Zanzibar in nastala je ena od na začetku vplivnih članic gibanja neuvrščenih, novo nastala država Tanzanija. No, v predvojno Tanganjiko na plantažo, kjer je delala mama Antonija, se je leta 1937 podal sin Stanko in se od tam dokončno domov vrnil leta 1962 in s seboj prinesel bogato zbirko lokalnih in zasebnih predmetov.
Kako je prišlo do razstave, je ob ogledu povedala kustosinja doktorica Tina Palaič, avtorica razstavnega koncepta. Vsa zgodba se je pravzaprav začela že leta 2024, ko sva se s tanzanijskim kolegom Eliabojem Bonimpo srečala na mednarodnem izobraževanju, namenjenem strokovnjakom za dediščino iz evropskih in afriških držav. Takrat sva pravzaprav prepoznala to neko potrebo oziroma priložnost za sodelovanje, saj smo se takrat že z družino Grom oziroma potomci, torej gospe Antonije in Stanka Groma, že pogovarjali za predajo zbirke Slovenskemu etnografskemu muzeju. Torej leta 2024 so ti pogovori šele potekali, kustos Slovenskega etnografskega muzeja, dr. Marko Frelih, ki je pa skrbnik te zbirke, jo je prevzel v začetku leta 2025. Kakšen pa je koncept razstave? Z Eliabojem Bonimpo sva nekako si zamislila to skupno raziskovanje zbirke in želela slovenskim obiskovalcem muzeja ponuditi perspektivo z nekih dveh pogledov oziroma dva pogleda. Razumevanje zbirke z dveh zornih kotov, tako slovenske kot seveda tudi tanzanijske. Ravno ta primerjava oziroma pogled z obeh zornih kotov in časovna primerjava, torej dogajanja v času Gromovega bivanja v Tanzaniji in sedanjega pogleda na ta kolonialni čas, na predmete, ki jih je Grom zbral in prinesel v Slovenijo, naju je zanimala in temu sva pravzaprav to razstavo tudi posvetila oziroma smo jo avtorji posvetili. Kot že slišano, je pri pripravi razstave sodeloval tudi kustos za afriške in ameriške zbirke dr. Marko Frelih. Vizualna podoba in grafika je delo Melise Cerić, kolega iz Tanzanije Eliaboja Bonimpo pa je kustosinja že omenila. Na kratko je povzela tudi postavitev in začela z opisom prvega dela razstave oziroma čemu se posveča. Zgodovinski razvoj, zgodovinski potek v tej državi, zato je prvi del namenjen temu, da se obiskovalci na nek način seznanijo z utrinki te tanzanijske zgodovine in tako potem tudi bolje razumejo ta kolonialni čas, v katerem je Stanko Grom in tudi njegova mama, v katerem sta pravzaprav delovala v Tanzaniji. Zatem sledi del, ki predstavi to primerjavo med kolonialnim obdobjem oziroma izkoriščanjem naravnih surovin v času britanske uprave Tanganjike, tako na plantaži sisala kot tudi v rudniku svinca, kjer je Stanko Grom deloval. Torej predstavi ta zgodovinski vidik in hkrati sodobne poglede, sodobne pripovedi domačinov, ki jih je Eliabo Bonimpo obiskal in z njimi govoril o tem obdobju. Razstava Tanzanija med senco kolonializma in sodobnimi pogledi bo odprta do 6. septembra. Opremljena je s citati nekaterih akterjev protikolonializma, obuja tudi spomin na mednarodna in slovenska oziroma jugoslovanska svobodoljubna dejanja, predvsem pa na politike, ki jo je voditeljica gibanja neuvrščenih novim osvobojenim državam ponujala tudi iz lastne izkušnje osvoboditve v drugi svetovni vojni.
V okviru festivala Lent v Mariboru se je ta teden začel mednarodni folklorni festival Folk Art. Že 38. leto zapored v mesto prinaša plesalce, glasbenike in pevce z različnih koncev sveta, ki s svojimi nastopi predstavljajo bogastvo kulturnih tradicij svojih držav. Festival se je tradicionalno začel s pisano povorko skozi mestno središče, v prihodnjih dneh pa bodo folklorne skupine nastopile na različnih prizoriščih v Mariboru in tudi drugod po Sloveniji. Več pa Mojca Jevšek. Na promenadi Lenta se je z že tradicionalno povorko folklornih skupin začel festival Folk Art. Že 38. leto zapored ga organizira Alenka Klemenčič, oziroma, kot ji pravijo soorganizatorji, Mama Folk Art. To je že tako star vzdevek, da še ko sem bila veliko mlajša, ampak mogoče zato, ker sem tudi drugače, bolj materinski tip človeka, skrbim za vsakega, tako da mi zdaj tudi posebno akreditacijo izdelajo. Vsako leto, kjer piše ne z imenom, ampak piše Mama Folk Art. Festival je v 37 letih gostil folklorne skupine iz več kot 80 držav. Alenka Klemenčič je ob tem poudarila, da včasih ni dovolj, da pošlješ povpraševanje prek elektronske pošte. Treba je biti vztrajen, predvsem pa moraš najprej vzpostaviti zaupanje. Včasih minejo leta, preden se skupina, ki še nikoli ni nastopila zunaj svoje države, odloči za prihod v Maribor. Od Burjatije, Kabardino, Balkarije, Kalmikije, ko sploh nikoli še slišal nisi. Republika Tuva, to se spomnim, 12-članski orkester, grleno petje. 10 do 15 let od začetka je trajalo, da sem si ustvarila te stike po svetu. Res pa je, da moraš zelo dobro delati, moraš biti odziven, moraš sodelovati. To je non-stop. Tu se ne čaka na maile 2-3 dni, pa prej smo imeli tako samo fakse pa telefone. V sili sem še špansko govorila brez problema. Pa ji je vseeno uspelo. Četudi je bilo včasih treba organizirati kakšen avtobusni prevoz iz Maribora do Pariza in nazaj. Včasih pa se zatakne že na samem začetku, tako kot se je letos pri skupini iz Bocvane. Razmere po svetu se zelo spreminjajo, z vizami je vedno večja težava, tako da je nažalost odpadla celotna evropska turneja Bocvane, skupine, ki sem jo lovila že ne vem koliko let, ker je prava, avtentična afriška skupina, ampak smo kar hitro, hvala Bogu, dobili zamenjavo, tako da je 6 skupin, ki prihajajo iz različnih celin in letos so tudi 3, ki še niso bile na Folk Artu, Bolivija, Puerto Rico pa Uzbekistan, so te 3 države, ki še nikoli niso bile na Folk Artu, tako da bo zanimivo. Folklorna skupina Gomanik de Puerto Rico prihaja iz Puerto Rika in se bo na Folk Artu letos predstavila prvič. Skupina z več kot 25-letnimi izkušnjami skozi ples, glasbo in petje oživlja bogato kulturno dediščino, prepleteno z vplivi španske in afriške tradicije. Hi, my name is Olvin Valentin. I'm from Puerto Rico. I'm representing the group Folkloric. Kot pojasnjuje predstavnik skupine, so na otvoritvi Folk Arta predstavili ples Bomba, ki odraža vplive afriške dediščine in zgodovino suženjstva, saj se je prav ta ples razvil v času kolonializma. Predstavila pa se bo tudi poljska skupina iz Krakova. So my name is Eva and I'm from the folk ensemble Krakus from Kraków. We are a student group. We are going to present the Silesia region dances. Eva je članica folklornega ansambla Krakus. Letos bodo na Folk Artu predstavili tradicionalne plese iz Šlezije. Eva sicer ni prvič v Mariboru, tukaj je bila pol leta na študentski izmenjavi. Ob vrnitvi v Mariborju je preplavila nostalgija, saj je mesto, v katerem je ustvarila številne lepe spomine, v njej znova obudilo posebne občutke. Tokrat je prav ona skupina mladih soplesalcev popeljala po svojih najljubših kotičkih Maribora. Folklorna skupina Krakus je najstarejša študentska folklorna skupina na Poljskem. Kot pravi Eva, skupaj soplesalci dokazujejo, da folklora ni le ohranjanje tradicije, temveč tudi priložnost za druženje.
I was also always interested in such kind of music and Eva ob tem poudarja, da je ohranjanje kulturne dediščine zanjo izjemno pomembno. Posebno vrednost vidi tudi v predstavljanju poljske kulture v tujini, saj nastopi hkrati omogočajo spoznavanje novih držav, ljudi in kultur. Different countries and travel all around the world, and this is something special for us. Tudi letos bo Folk Art gostoval v manjših krajih po Sloveniji, od Murske Sobote do Velenja, Slovenj Gradca in Miklavža na Dravskem polju. Letošnji Folk Art se bo sklenil jutri zvečer na trgu Leona Štuklja, ko se bodo ponovno predstavile vse skupine: Bolivija, Porto Riko, Severna Makedonija, Poljska, Uzbekistan in Slovenija. Kot še doda Alenka Klemenčič, pri Folk Artu ne gre le za ohranjanje stika z različnimi kulturami. Folk Art je barvit, pisan, poln pozitivne energije. Skupine letošnje so izredno, bom rekla, živahne, prinašajo tisto energijo, ki jo v teh časih pravzaprav vsi zelo rabimo. V okviru široko zastavljenega spominskega leta ob letošnji 20-letnici smrti vsestranskega arhitekta Vlasta Kopača je pretekli mesec izšel tudi napovedani zbornik besedil o njem z naslovom Tiha moč ustvarjanja. V tem prispevku izpostavljam nekaj najpomembnejših poudarkov, kot sem jih videl. Vlasto Kopač se je leta 1913 rodil v Žireh, preživljal lep del šolske mladosti z očetom v Dalmaciji, sredi 30-ih postal Plečnikov učenec na ljubljanski šoli za arhitekturo v stavbi tako imenovane stare tehnike v okviru tehniške fakultete in 3 pike. Preveč je vsega, kar je počel in bil za tale prispevek. Ob obletnici 2 desetletij od njegovega odhoda so se povezali muzeji, javne ustanove in posamezniki, ki s spominskim motom projekta Ustvarjalec prostora, varuh dediščine in spomina skozi vse leto poskušajo preseči samoumevnost in premajhno vedenje o njegovih posegih v prostor. Arhitekt, risar, ilustrator, grafik, oblikovalec, kartograf, publicist, urbanist, varuh kulturne in naravne dediščine in konservator. Nenazadnje pa predvojni komunist, medvojni ponarejevalec okupatorjevih dokumentov in bančnih čekov za potrebe osvobodilne fronte v ilegali. Medvojni taboriščnik v Dahovu in v montiranem dahovskem procesu po vojni obsojeni zapornik. Vse to, hkrati pa tudi mož ženi Zori in oče hčerki Mojci, ki je vse življenje zbirala dokumentacijo o očetovem življenjskem delu. Nosilen je tako tudi prispevek sicer že 3 leta pokojne hčerke v zborniku, ki ga je založil pobudnik Vlastu Kopaču posvečenega leta Medobčinski muzej Kamnik skupaj s Plečnikovo hišo v Ljubljani, kar je praktično polovica 200 strani obsegajoče v trde platnice vezane knjige s prispevki 15 avtoric in avtorjev. Kopač je bil v drugi polovici 30 Plečnikov izvedbeni tako arhitekt kot gradbenik pri gradnji ljubljanskih Žal in je po mojstrovih skicah narisal izvedbene načrte in skrbel za ustrezen napredek gradnje, ki je bila v osnovnih gabaritih končana v letu okupacije, ko je zaradi ilegale opustil študij arhitekture.
Konec 60-ih je po naročilu tedanjega župana trasiral pot ob okupacijski žici, edinega v koncentracijsko taborišče spremenjenega glavnega mesta v Evropi od februarja 1942 do osvoboditve maja 1945. Četudi je danes po večini zeleni rekreacijski obroč, gre v temelju za največji javni spomenik v Ljubljani, ki z zasnovo spominja na medvojno usodo upornega mesta. Kdo pa pomisli na Kopača, ko se sprehaja po njem? Počitniško-planšarsko naselje na Veliki planini, hotel Šimnovec pri gornji postaji gondole, obe stavbi te žičnice na vrhu in v dolini, mnogo spominskih obeležij in spomenikov padlim po Sloveniji, spet 3 pike. O vsej javno uporabljeni zapuščini v prostoru in njegovi povezavi z ljudmi v njem ve po mišljenju pobudnikov spominskega leta Vlasta Kopača še vedno premalo ljudi. Zato polno prireditev. Novembra bo simpozij v Kranju, razstav, ki naj obelodanijo vsestransko delovanje in vpliv, ki ga je brez javnega opozarjanja nase zapustil ta humanist. V upanju, da bo samoumevnost njegovih posegov v prostor dobila odgovor na vprašanje, kdo pa je vse to projektiral. Tudi in predvsem take dileme so zaposlovale pobudnike tega spominskega leta, ki ga ni razglasila država, temveč omenjene ustanove in posamezniki. Ena od začetnih pobudnic je bila nedvomno kustosinja Janja Železnikar iz Kamniškega muzeja, kjer hranijo precej Kopačeve načrtovalske in lokalne dediščine z Velike planine. In je tudi uredila zbornik ter zanj napisala uvod. Kako si kustosinja razlaga razloge za razmeroma slabšo prepoznavnost Kopača v širši javnosti pri nas? Ne vem, če bom zadela, ampak mislim, da ne, da se je trudil biti neviden, ampak da se je trudil ne biti v ospredju. Delal je ključne projekte, recimo na področju konzervatorstva, urbanizma, on je oral ledino. Uvedel je sodelovanje velikih strok pri odločanju o posegih v prostor. To se danes v veliki meri zanemarja. Recimo prvi je kartiral kulturno dediščino na področju, mislim, da vasi Krka, pa potem je delal urbanistične načrte za Kamnik, za Moravče, Litijo. Skratka, to so v bistvu pionirski projekti, ki jih je peljal v okviru zavoda. Že prej, ko je bil planinc, recimo, si potrudil obnoviti planinske koče, sam je s svojim prijateljem po vojni sta šla in sta v bistvu čistila uničene planinske koče in se potem potrudil nadomestiti ali pa narediti bivake za hribovce, se pravi tudi za sebe, ki je hodil gor se sproščati. Če gledamo tudi fotografije, Vlasto Kopač je vedno nekje v ozadju, nikoli se ni trudil biti prvi plan, ker on se je še v času, ko ni bil diplomirani inženir arhitekture, podpisoval ali inženir ali pa arhitekt. Prvič zaradi tega, ker je v bistvu obvladal svoj posel, drugič verjetno zato, ker so ga ljudje cenili in spoštovali, raven zaradi njegove kvalitete. In pri njemu ni, po moje, glavna govorica, pa pojavnost, ampak v bistvu govorica črte, pri njemu govori izraznost poseganja v krajino, subtilen odnos do tega, v bistvu človeški in topo odnos do ljudi, njegovi stiki, tako da mislim, da je bil človek tisočerih vrednot, človek z veliko začetnico, je bil človek, ki je pustil na tisočih področjih izjemno globok in v resnici pomemben pečat, vendar on sam o tem ni govoril, niti se ni s tem bahal. Skratka, nekakšna samoumevnost učinka posega v prostor, ki jo je dandanes v takšni obliki v izrazu težje zaslediti. In od tod ne mara tudi neprepoznavnost imena, ki je doseglo ta učinek. Kopač očitno ni bil človek, ki bi se sam trudil javno povedati tako imenovane zgodbe o svojih delih. Slednje danes kdaj pa kdaj celo zakrivajo javno neopaznost ali celo škodljivost umestitve objektov
umestitev v javni prostor. Ena od avtoric besedil v zborniku je tudi kustosinja iz Muzeja za arhitekturo in oblikovanje Martina Malešič, ki je tam aprila pripravila razstavo Pot ob žici s prikazom Kopačevih začetnih faz trase nekdanje poti spominov in tovarištva, ki jo je zasnoval. In kaj pravi o razlogih za njegovo relativno javno neprepoznavnost in o njemu nasploh? Vlasto Kopač je en izredno občutljiv arhitekt, ki v prostor posega pogosto zelo nevidno. Eden izmed tistih figur je, ki ga težko na njega pokažemo. Ni avtorsko tako zelo vizualno izrazit, ko so morda njegovi sodobniki, kot je recimo, Edvard Ravnikar, ki ga vsi poznamo z izredno močnimi prostorskimi in seveda kakovostnimi, ampak hkrati vizualno in prostorsko močnimi interpolacijami. Kopač po drugi strani v prostor posega na ta način, da je običajno neviden. Pogosto dobimo tudi vprašanja, zakaj omenjate Kopača pri Poti ob žici, zakaj omenjate Kopača pri Veliki planini. Skratka, je v bistvu njegova prisotnost tako premišljena, tako zraščena s terenom, da je prav zaradi tega nevidna in pogosto seveda tudi samo po sebi umevna. Tako zbornik o Vlastu Kopaču in njegovi tihi moči ustvarjanja kot prispevki v njem in tudi posneta razmišljanja naj bodo javna pobuda za večjo javno prepoznavnost arhitekta, ki je svoje posege v prostor opravil tako temeljito, da so samoumevni. Tokratna kulturna panorama je bila zadnja pred poletno zamenjavo z oddajo Izrazi doma, ki jo bo pripravljala Tesa Drev Juh. Za tretji cikel teh oddaj bomo obiskali domove in ateljeje slovenskih umetnikov in tako pobliže spoznali njihov odnos do doma, ki je pogosto obenem tudi delovni prostor, ali pa odnos do delovnega prostora, ki je pogosto tudi podaljšek doma. O tem, ki doma preživijo največ časa, kako so si zamislili svoje bivališče in koliko pozornosti namenjajo različnim vidikom bivanja doma, bodo spregovorili že prihodnjo soboto igralka Maša Derganc. Sledili pa bodo igralec in likovni umetnik Boris Mihal, igralka Saša Mihelčič in režiserka Ema Kugler. Današnjo oddajo pa smo pripravili Sanja Rejc, Petra Tanko in Mojca Jevšek. Za glasbeno opremo je poskrbel Marko Šleptinc, za zvok pa Robert Markoč. Uredništva za kulturo je Maja Žvokelj, oddajo pa sem pripravil in povezoval Goran Tenze. Kmalu po predvajanju je posnetek na voljo v RTV-ovskih internetnih arhivih, tudi v podcastih.
Thank you.